Situacija financiranja med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Anja Kopač-Mrak, in Doma Danice Vogrinec se je v precej kratkem časovnem razponu obrnila iz dobrega na slabše. Včeraj pa je Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec, kljub vsemu potrdil financiranje ministrstva v polni meri, torej 2,5 milijona evrov. Sklenjen še zadnji dogovor na resornem ministrstvu, ki ohranja našo investicijo v prenovo pralnice in kuhinje v neokrnjeni obliki, in jaz mislim, da je prav, da smo Mariborčani vsi, ne samo Dom Danice Vogrinec, mi vsi v Danici veseli, da smo dejansko dobili tako velik suport strani vlade, resornega ministrstva, ki bo zagotovil najsodobnejšo kuhinjo in pralnico za namen podpiranja delovanja naših novih perspektivnih, predvidenih novih enot, dislociranih enot doma. V načrtih je vzpostavitev skupne službe, ene skupne pralnice in ene skupne kuhinje, namesto da bi vsaka dislocirana enota imela svojo. To bo imelo tudi ugodne finančne vplive. Bo to v perspektivi pomenilo definitivno najnižjo obremenitev končne cene, ki jo plačujejo naši starejši, ki jo tako radi izgovarjamo in se na njo sklicujemo, torej našo željo, da bi starejši plačevali čim manj, in zaradi tega uspešnega začetka sem prepričan in v perspektivi tudi konca projekta, ker sem omenil, torej, da smo danes dogovorili zahtevno realokacijo sredstev, sicer v okviru virov, ki jih zagotavlja resorno ministrstvo, da se bo ta investicija izvedla torej v kompletu, v celoti, z majhnim sicer časovnim zamikom, ki ni bistven, ampak ne nazadnje gre za rešitev, ki bo starejšim zagotovila najnižje možne cene za njihovo bivanje, za zagotavljanje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Za Maribor je ureditev storitev za starejše še morda toliko bolj pomembna. Za nas je ključno to, da vemo, da je Maribor mesto, ki se stara, ima nadpovprečno število starejših prebivalcev, kot je slovensko povprečje. To pa tudi pomeni, da potrebujemo nove kapacitete v mariborskih domovih. Vodstva domov za ostarele so si enotna. Fokusirati se je treba tudi na storitve pomoči na domu, ki bo zagotavljala tudi druge oblike skrbi za starejše. Torej ne samo institucionalno v domovih, ampak to, kjer živi večina pa živi doma. Torej različnih, da bomo sposobni vzpostaviti sistem podpornih aktivnosti, ker bodo starejšim, ki živijo doma, omogočali kvalitetno bivanje v tem življenjskem obdobju. Celotna investicija v potrebno infrastrukturo bo skozi leta znašala 3,7 milijona evrov, dodatni denar za gradnjo centralne pralnice in kuhinje bodo zagotovili na Domu Danice Vogrinec.